pa jaz povabila kar magistro Aleksandro Srše, tule pred nas. Magistra Aleksandra Srše je upokojena magistra arhivistike in iz Arhiva Republike Slovenije, ki je v svojih člankih in razstavah med drugim obravnavala tudi temo blizu današnjemu simpoziju, to je zaposlovanje žensk in njihovo društveno delovanje ter izobraževanje odraslih. Minka Skaberne je imela namreč vodilno vlogo pri organizaciji izobraževanja slepih in slabovidnih v Sloveniji in je bila tudi prva nadzornica šole v novo ustanovljenem zavodu za slepe, če se ne motim. Torej, magistra Aleksandra Srše bo danes predstavila skrb Minke Skaberne za slepe in njeno vlogo pri organizaciji izobraževanja slepih in slabovidnih. Pozdravljene, gospe in gospodje. Moj prispevek je pač namenjen tej osebi, ki je bila dejansko izjemna in mislim, da ni samo to, kar bo se v naslednjem predavanju slišali, da je organizirala te tečaje za brajico in potem prepisovanje teh leposlovnih slovenskih del in sodelovala pri ustanovitvi knjižnice, ampak je v bistvu veliko vlogo odigrala tudi pri ustanovitvi prvega zavoda za slepe v Ljubljani. Potem kasneje so se zadeve pač malce drugače obrnile, pa mogoče dejansko ji niso dali take veljave, kot si jo zasluži ravno pri ustanavljanju tega zavoda. Da bi pa lažje razumeli zadevo, bom segla tudi v 19. stoletje. Namreč ideja o ustanovitvi zavoda je že stara, že z začetka 19. stoletja, ampak ideja ni vse, ne. V bistvu neka pomembna oseba ali pa skupina ljudi se mora pojaviti, da to idejo spravi v življenje. In zato mislim, da je odigrala zelo pomembno vlogo na tem področju, kajti ideja, pravim, je že obstajala začetka 19. stoletja, zbirali so neke finančne, določene finance so zbrali, ampak to ni bilo dovolj za ustanovitev zavoda, zato se je ustanovil nek sklad, ki je pač podeljeval štipendije revnim slepim otrokom s Kranjske. In v bistvu so potem prvi tak učenec je odšel v Linz 1834 leta. Zakaj v Linz? V Linz zato, ker je pač deželni zbor poslal po vseh teh avstrijskih zavodih vprašalnik in na podlagi analize odgovorov na ta vprašalnik so se odločili v deželnem zboru, da bojo pošiljali otroke v Linz. In sicer leta 1860 se potem tudi druga ustanova na podlagi zapuščine Flödnika ustanovi in pošiljajo še naslednjih po 2 štipendiji na leto so pač podelili in so odhajali v Linz, ne pa v te druge zavode, ki so pač bili v Avstriji, s tem, da je pač Gradec do zdaj veljal za najpomembnejšega, je bil ustanovljen šele 1881, tako se pravi, da je le nekaj let Linz bil glaven. Zdaj v bistvu na koncu 19. stoletja je znova pač ta želja po ustanovitvi zavoda postala večja in dejansko so tudi povabili arhitekta iz Zagreba, da si je ogledal Cekinov grad. Ugotovil je, da bi bilo treba malce predelati zadevo. Iz te moke ni bilo nobenega kruha, s tem, da so potem gledali tudi za Bežigradom neko zemljišče, kjer bi pač se zidali na novo stavbo, tudi iz tega ni bilo nič. Spremembe so se začele na začetku 20. stoletja. Že v prejšnjem referatu je bilo omenjeno, da je 1911 Ministrstvo za uk in bogočastje organiziralo 5-tedenski tečaj za učitelje in sicer za spoznavanje pedagogike učenja slepih. In na ta
tečaj je bila povabljena tudi profesor Minka Skabrne. Tle si je pridobila ogromno znanja in vedenja o teh zavodih, ki so delovali v Avstriji. Drug tak datum ali pa sprememba je potem ta Prva svetovna vojna in oslepeli vojaki. Minka Skabrne je obiskala tudi Gradec, kjer so te vojake pač sprejemali in jih pač pripravljali na novo življenjsko pot. Tu se je pokazala njena prava socialni čut, kajti v svojih brošuri, ki je potem na podlagi predavanja tudi izdala Skrb za slepe, opiše te občutke, ko je gledala te vojake, in sicer loči te vojake, ki so že nekaj časa v zavodu in v bistvu so že dobili novo življenjsko energijo, naučili so jih nekih novih spretnosti, s katerimi bojo lahko kasneje v življenju živeli, in potem primerjati vojake, ki šele prihajajo, kako so nebogljeni, kako se ne znajo gibati v prostoru, tudi psihično so popolnoma pri tleh, in v bistvu jim ta zavod daje neko novo energijo čez čas, ne. S tem, da potem tudi kasneje opisuje, da določeni so toliko psihično se dvignili, da kot so prišli domov med svoje domače, so začeli opravljati tudi tista opravila, ki so jih že prej opravljali, ne. V bistvu toliko so imeli neke življenjske energije, so v tem pridobili. S tem, da v Gradcu je bilo 7 teh naših slovenskih usmiljenk, ki so z njimi delali, 4 so imeli že pač strokovni izpit, 3 pa še ne, no. Tako da v bistvu je ta graška šola zelo pripomogla pač za te vojake, da jih je dvignila na nivo njihov in da jim je dala neko življenjsko energijo. Tretja sprememba, ki je pa doprinesla, da so se stvari začele spreminjati, je pa dejansko združitev vseh južnih Slovanov v novi državi. In ta nova država se je želela pač reorganizirati šolstvo, s tem pa tudi reorganizirati humanitarne zavode, in so pač poklicali eksperte za določena področja, in ekspert za slepe je bila Minka Skabrne. To se vidi, da dejansko so jo spoštovali in da nikogar drugega ni bilo v tistem času tako dobro informiranega in izobraženega, kot je bila ona. Zaprosili so jo, da je napisala elaborat, kako bi te zadeve izgledale, skrb in izobraževanje za slepe. In dela se je lotila in je zelo dobro pač pripravila ta elaborat, s tem, da je takoj na začetku rekla, da so to za idealne razmere, da pa v bistvu 18. leta pri nas ni idealnih razmer in zato bo treba začeti zelo skromno. In pač je razdelila ta svoj elaborat na 3 dele nekako. Pokazala je, kakšne zavode bi mogli imeti, da bi lahko primerno skrbeli za slepe. Posebej se je potrudila za izobraževalne zavode in pa področje za učitelje, kakšni učitelji morajo biti, kako morajo biti izobraženi, in je tudi zahtevala, da se to zakonsko uredi, ker to se je zdelo zelo pomemben za nadaljnji razvoj izobraževanja slepih v Sloveniji. Razdelila je zavode na izobraževalne in skrbstvene. Izobraževalni so pač bili za otroke od 7. leta dalje do 14. leta, potem so pa skrbstveni zavodi, ki so se delili na zavode za starejše kot 20 let, in sicer za te, ki so bili dela sposobni, potem so bili skrbstveni zavodi za otroke bolne, invalidne, pač za slepe, jasno, in zavodi za starejše tudi onemogle, dela nezmožne zavode. Te zavodi so bili organizirani tako, da so imeli ženski in moški del, s tem, da so imeli oskrbovanci pač stanovanje in hrano. V zavodu, kjer so pa bili dela sposobni, so pa v bistvu imeli tudi delavnice. Vodstvo tega zavoda je skrbelo za material in orodje in v teh delavnicah so potem izdelovali pač
izdelke, ki so se jih naučili delati, medtem ko je vodstvo potem te izdelke tržilo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker marsikdo, ki je prej iz avstrijskih zavodov prihajal domov, je šel v manjši kraj, tam je sicer delal in tudi pač prodajal svoje stvari, ampak trg je bil majhen in v bistvu on od tega ni mogel živeti. Zato je mogel potem pač ali podporo dobiti, zelo veliko slepih je pa pač dejansko beračilo. Kljub temu, da so imeli izobrazbo, ne, razen tisti, ki so se z glasbo ukvarjali, tisti pa dejansko lažje so preživeli kot vsi ostali. Zdaj pa pač k izobraževalnim zavodom, to je pomembno za pač naslednje generacije, ki bi se tukaj izobraževale. To je bilo 8-letna šola obvezna, razredi so bili veliki od 15 do 20 učencev, imeli so učni načrt osnovnih ljudskih šol takratnih, s tem, da so bile te učni načrti malce prilagojeni pač tem potrebam slepih. Tle so imeli tudi poleg šole, tudi ker so bili to otroci v danu tam tudi delavnice, ker so se pač teh obrti, ki so bile značilne že za 19. stoletje, s tem, da so se pa razvijale nove strojepisje, potem uglaševanje klavirjev, tako da v bistvu se zdaj ta paleta teh obrti ali spretnosti širi, ne? Ni samo pletenje košov, pletenje stolov, varvarstvo in delanje ščetkarstvo. S tem, da se je zdaj tudi pojavile se obrtno-nadaljevalne šole. Te obrtno-nadaljevalne šole so se priklopile tudi navadnim ljudskim šolam in v bistvu so to bile vajeniške ali pa današnje dualne šole. Ne. V bistvu je prav samo za obrt šlo in so tudi te predmete, poleg teh spretnostih obrti, so imeli tudi pravzaprav to obrtno spisje, obrtno računstvo, knjigovodstvo, to, kar rabi obrtnik, ko odpre svojo pač poslovalnico. Zelo pomembne so knjižnice, jasno, za take zavode, ker večeri pač so prijetnejši, če se bere in potem o tem debatira. Zelo pomembno je tudi to, da je opozorila, da tudi slepi otroci rabijo počitniške kolonije in da med počitnicami je treba poskrbeti tudi za njihovo pač sproščanje. Ne? S tem, da je rekla, da tudi kasneje, pol so tudi drugi to pač zelo poudarjali, ampak se to ni uresničilo, ker pač iz Ljubljane je šlo v Kočevje. Učni zavodi ne bi bili v večjih mestih ali pa vsaj ne oddaljeni iz večjih mest, medtem ko oskrbovalni zavodi bi pa lahko bili tudi na podeželju. Sem sam pač izpostavila, da v bistvu pravzaprav je telovadba bila zelo pomemben predmet za njih, zato ker so se pač mogli v prostoru gibati, gibčni biti, tudi izven pač šole in zavoda. Druga zadeva so tudi to estetsko čustvovanje so pridobili z glasbo, s petjem, z recitacijami, z dramskimi nastopi in tudi se je izkazalo, ko mi se je šola ustanovila že 22. leta, so imeli 3 nastope v Celju, v Kranju in Ljubljani. Ne, to, tudi v bistvu to jim ni pomenilo samo dojemanje čustvovanja, ampak tudi sproščanje, zabava. Ne. To je pomembno. Zdaj smo pa pri tej zadnji točki o učiteljih, ne, in njihovem izobraževanju. V bistvu je pomembno to, da pač te učitelji morajo več obvladati kot navadni in v bistvu so njena želja je bila pa zahteva, kaj bi človek rekel, se mislim zahtevati ne moreš, če se nadaj speljati, ampak da bi v bistvu učitelj na slepih imel že 4-letne izkušnje na ljudski šoli in bi potem nadaljeval 1 leto hospitiral na zavodu, s tem, da bi imel mentorja in bi v bistvu prisostvoval in v pouku, in pri obedu, in pri zabavah, in pri petju. In na koncu tega 1-letnega do izobraževanja bi imel nastop. Potem je pa svetovala, da bi še vedno te učitelji šli naprej na visoko šolo in se
tudi to je omenila, da se veseli, da se bo v Ljubljani odprla univerza in da bojo lahko potem te učitelji tudi na univerzi prišli do določenega višjega znanja, psihologije, pač pedagogike in pa tudi vedenja o posebnih lastnostih pač slepih. Na podlagi tega teoretičnega znanja bi potem pa še praktično znanje, bi pisno in ustni izpit in ne vem, tudi v komisiji bi mogel biti tudi zdravnik, zato da bi pač te posebnosti slepih ta učitelj obvladal s tem, da bi pa ravnatelj mogel imeti dolgoletno prakso, s tem, da bi mogel imeti tudi ne samo izpit na ljudski šoli, ampak tudi iz obrtno-nadaljevalne, iz tehničnih pouk, ročnih spretnosti in zelo zaželeno je tudi za učitelje, no, da bi imeli smisel za glasbo ali pa tudi, da bi se sploh z glasbo ukvarjali. Ne. Potem pa zadnja je pa 18. leto, ko pridejo pač v Ljubljano prvi te slepi vojaki tle v belgijsko vojašnico na Metelkovo. Potem pa že začetkom drugega leta pridejo otroci in odrasli z avstrijskih zavodov. Nekaj časa so v belgijski, potem pa se vse skupaj preseli na Vodmat, v današnjo bolnico za ženske bolezni. S tem, da moram reči, da je Minka Skabernetova opozorila, tako kot sem že na začetku rekla, da situacija ni idealna in zato, ker ni financ, ker ni pravega pač poslopja, ni učiteljev, ni učbenikov, nekaj učbenikov je bilo nemških, ampak slovenskih ni bilo, je opozorila, da je dobro začeti, tako kot so tudi začeli avstrijski zavodi v 19. stoletju, samo z 2-letno šolo in potem, ko bo situacija boljša, finančno in drugače, ne se razvije v 4-letno, 8-letno. S tem, da so poslali 2 pač usmiljenki v Zagreb na izpopolnjevanje, Vrhunčeva je pa res tle bila, ampak je zelo v kratkem času odšla, tako da v bistvu so bile druge 3 učiteljice pol na temu, ne vem zdaj, če vas zanima imena, imam tudi napisana, s tem, da so v bistvu bil ravnatelj, 3 učiteljice, 2 za glasbo, 2 za obrt in še učiteljica za ročna dela za ženske. Glasbena sem tudi, potem sta bile pa tudi 2 gospodinji, se je bilo treba pač ljudem tudi kuhati in jim pomagati. Tako da hišni zdravnik je bil pač določen Maurici Rus, glede okulista so pa pač nihali med dr. Boterjem in dr. Deranijem. Pač leta 21 je potem se tudi ob tej 2-letni šoli ustanovila obrtno nadaljevanje, to, ko sem prej omenila, da je pač kot vajeniška šola. Na tej šoli je pa učil ravnatelj Josip Kobal. On je pa 21. leta, mislim, to je pač dejansko bilo izpolnitev teh želja Minke Skabernete, jih je vnesla v ta elaborat, da je šel za 6 mesecev na izpopolnjevanje na Dunaj. Ampak potem se je situacija tako obrnila, da je tudi šel v Nemčijo in je dejansko poslušal predavanja teh pedagogov, svetovno znanih, ne, in je tudi potem napisal poročilo in zanimivo poročilo. S tem, da situacija, kot sem že omenila, bila zelo slaba in tudi dejansko je bila želja, da se in zagrebška in ljubljanska ukine in da se gre vse skupaj v Zemun, s tem, da je pa tudi dejansko ta zadeva, da so pol prodali to Ljubljanska hranilnica je prodala hišo za pač za bolnico, kar je tudi dobrodošlo, ampak v bistvu bi mogli za slepe priskrbeti drugo stavbo, s tem, da je bila možnost. Namreč nekaj dobrodelnežev je bilo in ena izmed teh je v svojem zapuščini pustila hišo na Karlovški 5. In druga zadeva je bilo pa neko zemljišče na Viču, ki bi ga za 2 milijona kron lahko uredili za
prav dober zavod, s tem, da so bili pripravljeni pač te kuratori, da bi odstopil to hišo na Karlovški 5 za to se pravi, tudi ta hiša je bila nekaj vredna, jaz ne vem koliko, no, čeprav je v arhivskem gradivu napisan, koliko je vredna, ampak zdaj se trenutno ne vem in v bistvu bi dejansko lahko, če bi bila volja, ampak se pravim, v določenih momentih, se pravim, je Minka Skrberne le potegnila ljudi s temi svojimi predavanji in s tem, da so začeli zbirati denar, ampak potem očitno je bilo premalo takih entuzijastov, da bi še naprej to vlekli in da bi res, kljub temu, da so tudi Minka Skrberne in tudi gospod Kobal ali ravnatelj Kobal sta pisala argumente zoper selitev v Kočevje in niso uspeli. Mislim, to pač o Kočevju je bilo že na prejšnjem simpoziju govora, tako da je nesmisel, da govorim dejansko, je bila pa stavba za nič, premalo prostorov je bilo za toliko gojencev in še tudi starejših, nekaj so pač bili, tako da v bistvu se mi zdi žal, ne, je to arhivsko gradivo precej razdrobljen, zelo zgubljen, tako da v bistvu bi človek mogel sam malo mozaika narediti ali pa predvidevati, ni pa to resnično, ne, da bi rekel, tako pa tako je, ne, ampak dejansko so bila neka trenja, no, bi rekla, ker v bistvu tudi pač gospod Kobal piše, da so zvečer, ne, v bistvu v večerih tudi brali, pač časopisi niso v brajici, ne, in so skupaj v večerih brali časopise. Ampak očitno nekdo, pač to je tudi videl, da v Avstriji počnejo v večerih in to so pač so seveda tudi politične zadeve in nekomu pač je šlo v nos, da preveč o teh političnih zadevah prebirajo, ne, zvečer, tako da žal se zadeve malo drugače obrnile, kot se je želela gospa Minka Skrberne s tem, da je v bistvu ostala pač inšpektorica za to šolo. Mislim, da se je najbolj zavedala, da je boljši, da to počne, kakor pa da se čisto od vsega odloči, ker tudi če gledate, v bistvu je velike energije več dala pol na te tečaje, ki jih je potem tudi kasneje organizirala in prepisovanja te brajice, kakor pa v to nadaljevanje organizacije ali pa izboljšanje šolstva za slepe. Tako, to bi bilo vse, hvala lepa.